Prijeten pozdrav. Večletna prizadevanja za začetek gradnje suhokranjskega vodovoda so, kot kaže, obrodila sadove. Pred dnevi je namreč prišla novica, da je vlada potrdila dodatna sredstva za izvedbo te naložbe, je povedal Franc Škuhca, župan žužemberske občine, nosilke projekta. Župani občin vpetih v projekt, poleg Žužemberka še Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Kočevje in Dobre Polje, bodo v prihodnjem tednu na sestanku s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Ter seveda pričakujemo v najkrajšem času tudi odločbo, na osnovi katere gremo lahko v razpis in seveda zagotavljanje potem tudi sredstev za izvedbo tega projekta. Država, Evropska unija in naštete občine bodo morale od letos pa do maja 2015 zagotavljati denar za gradnjo suhokranjskega vodovoda. Kot poudarja mirnopeški župan Andrej Kastelic, se ta mora začeti že prihodnje leto. Bo pa s tem vodovodom kompletno naše območje pokrito z vodovodom. Tako da potem ne bo več vasi, ki ne bi imela vodovoda. Plus tega bomo usposobili še eno vrtino dodatno in na ta način bo tudi občina imela svojo lastno pitno vodo. V njihovi občini bo naložba stala dobre 3 milijone evrov, od česar bodo morali zagotoviti približno 20% lastnih sredstev, poudarja Kastelic. Povezovanje med občinami znotraj in zunaj meja države kot način izhoda iz gospodarske krize je bilo vodilo javne razprave v okviru Dneva obrti in podjetništva v Ivančni Gorici. Dogodek, ki se ga je udeležil tudi premier Janez Janša, je bil sicer namenjen izmenjavi izkušenj in pogledov na prihodnje izzive na področju podjetništva in obrti. Naloga občine je tudi ustvarjanje pogojev za delo obrtnikov in podjetnikov, zato so se odločili za pripravo dneva na to temo, poudarja tamkajšnji župan. Seveda pa ne bomo ostali samo na tem. Vemo, da je treba spodbuditi investicije, da mora občina prevzeti svojo vlogo pri sprejemanju občinskega prostorskega načrta in seveda prevzeti tudi vlogo povezovalca. Prav povezovanje s sorodnimi občinami v tujini so ključna, so se strinjali. En sam, naj bo to podjetnik ali pa kmet, je zelo šibak ali pa mogoče ga ta konkurenca celo sesuje, tako da povezovanje so nujna. Možnost na področju poslov, na področju projektiranja, na področju tudi na koncu, če v kmetijstvu rečemo, vzajemne pomoči. V razpravi so izpostavili tudi nujnost zaustavitve padanja gospodarske rasti v državi, kar je po mnenju predsednika vlade možno, če bodo do konca leta sprejeli 5 ključnih ukrepov. Se pravi sanirati bančni sistem, urediti javne finance in znižati proračunski primanjkljaj, sprejeti spremembe na področju pokojninskega sistema in ko gre za ureditev trga dela, ki je drugi najbolj rigiden v Evropi. Poleg tega pa je seveda potrebno urediti tudi upravljanje z državnim premoženjem. V okviru dogodka je sicer svoje dejavnosti predstavilo več kot 60 obrtnikov in podjetnikov, tako iz Ivanške občine, kot tudi iz pobratene občine Hiršajt. V semiški občini, ki konec meseca praznuje občinski praznik, se v teh dneh vrstijo številne prireditve in odprtja. Novih pridobitev so veseli tudi krajani Srednje vasi in Cerovca. V Srednji vasi pri Črmošnicah so namenu predali obnovljene vaške poti. Naložba je vredna dobrih 68 tisoč evrov, od tega so 56 tisoč pridobili na javnem razpisu. Gre za naložbo v romska naselja, kajti Srednja vas se nahaja na seznamu romskih naselij in tako smo se prijavili na javni razpis za ureditev osnovne romske infrastrukture in sredstva pridobili. V Srednji vasi, ki je bila nekdaj kočevarska vas, sicer v Slogi živi okrog 60 krajanov 3 narodnosti – Slovenci, kočevarji in Romi. Lepo je, jaz sem tle jako rad živim. Ne bi mogel nikjer, da bi šel kam drugam. Imajo vodovod, javno razsvetljavo in širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij. Veseli pa so, ker so vse njihove vaške poti dobile novo asfaltno prevleko. Ja, dosti nam pomeni, delno je bilo že prej asfaltirano, da se je pa vse obnovilo in še dodalo nove poti, asfaltiralo. Vaščani Cerovca pa so veseli, ker so ob cesti skozi njihovo vas dobili varen pločnik in javno razsvetljavo. Naložba je vredna 20 tisoč evrov, zagotovila pa jih je občina Semič. Seveda naložba ni tako velika, ampak kot vidimo po današnjem obisku je zelo pomembna za te krajane, sploh z vidika varnosti in veseli smo, da jim to toliko pomeni. Tak sem vesela, rada jo vidim in vse.
Ja, in včasih do Štublarjevih prejdem, pa mi je lepo čez svet. Da bi dobili pločnik in javno razsvetljavo, so si prizadevali predvsem zaradi varnosti otrok, pravi predsednik gradbenega odbora. Jaz sem sam hodil že po tej cesti, ko bi makadam, pa ko je bil asfalt, pa to je bilo strašno nevarno, ta del cestišča. Ne? Ker bo poslej življenje ob tej cesti veliko bolj varno, je veselje vaščanov Cerovca razumljivo. Od pretežne proizvodnje žganih pijač je mirnsko podjetje Dana, ki beleži letos 60. obletnico delovanja, danes eno vodilnih na trgu brezalkoholnih pijač pri nas. Čeprav gospodarske razmere niso rožnate in je konkurenca velika, pa v podjetju optimistično zraja v prihodnost. Delno rešitev za težave, ki so zaradi gospodarske krize nastale na slovenskem trgu, so našli v izvozu. Tako zdaj izvozijo že več kot 20% svoje proizvodnje. V letošnjem letu smo zelo ponosni na začetek sodelovanja z Libijo in konstantno že več let izvažamo v Ameriko, kjer se posel še tudi širi. Potem je pa še kar nekaj delno posameznih držav, kjer je Dana prisotna. Njihove smernice sicer določa trg, tako prisluhnejo željam svojih kupcev, spremljajo pa tudi trende na svetovnih trgih. V tovarni imamo tako imenovani razvojni tim, kjer je združeno kar nekaj služb in skupaj oblikujejo nove produkte in tudi nove okuse. Poleg vode proizvajajo tudi sokove in žgane pijače. Trenutno prenavljajo kategorijo sirupov. Tako da spomladi lahko kupci pričakujejo izboljšano embalažo, predvsem gremo v smeri, da bomo izboljšali čep ali pa zamašek, ki bo bistveno bolj prijazen kupcu in dodali tudi nekaj novih svežih okusov. V prihodnje želijo ostati eno vodilnih podjetij v svoji branži, predvsem pa nameravajo stremeti k kakovostnim izdelkom, ki jih bodo prodajali tako pod svojo, kot tudi pod drugimi blagovnimi znamkami, še dodaja direktor. Spremembe socialne zakonodaje, ki so stopile v veljavo s 1. januarjem letos in nato še junija sprejetega zakona o uravnoteženju javnih financ, so povzročile nezadovoljstvo med številnimi državljani, uporabniki pravic, o katerih odločajo centri za socialno delo. Mnogi namreč še čakajo na odločbe o vlogah, ki so jih vložili že pred meseci. V centrih za socialno delo odločajo o 13 pravicah, 4 denarnih in 9 subvencijah. Do zdaj smo prijeli več kot 16.000 vlog. Odločali smo že od 15.000 vlog in to pomeni pa nekje okrog 30.000 odločb. Zaposlenih je 10 delavcev, kar pomeni, da je približno na vsakega delavca okrog 1300 vlog in 2700 odločb. Nezadovoljni niso zgolj uporabniki, ampak tudi delavci centra, pravi Hrovatičeva, saj odločb ne zmorejo pravočasno izdati. Trudijo pa se, da ne pride do izostankov pri denarno-socialnih pomočeh. Zaenkrat smo nekje na avgustovskih vlogah, torej vse vloge, ker smo jih prijeli avgusta, zdaj rešujemo. Mogoče ostane še kakšna za nazaj, ki je malo težja za rešiti, ker veste, da je junija bil sprejet zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je prinesel neke spremembe in za določene primere malo težje odločiti. Kot dodaja, so rešili večino od 4700 decembrskih vlog, predvsem za znižano plačilo vrtca in otroški dodatek, zdaj pa jih že čaka 2500 novih vlog za štipendije, ki so jih prejeli avgusta. Nova večja pošiljka sledi decembra, zato morajo dotlej poskrbeti za dozdajšnje vloge. Informacijska pisarna Evropskega parlamenta je v Krškem pripravila okroglo mizo o slovenski energetiki v luči evropskih usmeritev glede varovanja okolja. V ospredju je bilo predvsem vprašanje, če bi za domače potrebe zadoščala le energija iz obnovljenih virov brez jedrske elektrarne. Jedrska energija je trajnostni vir, ki zagotavlja stabilno oskrbo z ugodno ceno za porabnika. To pomeni konkurenčno prednost za gospodarstvo in državo, pravi direktor Gen energije Martin Novšak. Že po statistiki, če gledamo skozi 30-letno obratovanje tega jedrskega objekta, opazimo, da pravzaprav nismo imeli redukcij. Podobno razmišlja evropska poslanka Romana Jordan. Izpostavila je primer Nemčije, kjer so po nesreči na Japonskem ustavili svoje nuklearke in pospešili vlaganja v obnovljive vire subvencionirane energije. Tam se cena energije je povečala in nemška industrija precej opozarja na te probleme.
Zastopnik Svetovne okoljske organizacije Greenpeace Dejan Savič pa nemško zgodbo vidi kot priložnost, da se Evropa odpove novim vlaganjem v jedrsko energijo, ki naj bi bila leta 2050 brez nukleark. Danes imamo celo paleto možnosti in zato v Greenpeaceu se zavzemamo, zato da izberemo tiste možnosti, ki so boljše za ljudi, ki ustvarjajo več delovnih mest in ki upoštevajo okoljske omejitve okolja. Na evropski ravni pravimo, da se jedrski energiji do leta 2050 ne bomo mogli odreči. Je pa to vendarle vprašanje vsake države članice posebej. V Gen energiji in Posavju kot energetski regiji si želijo, da bi država končno sprejela energetski program in odločitev glede gradnje drugega bloka jedrske elektrarne. V Brežicah je potekala javna obravnava osnutka državnega prostorskega načrta za hidroelektrarno Mokrice. To je zadnja elektrarna, ki bo v spodnjesavski verigi uravnavala pretočnost reke in poplavno varnost. Nekatere projektne rešitve za tamkajšnje ljudi niso sprejemljive. Prebivalci poplavno ogroženih Loč nočejo varovalnega nasipa tako blizu naselja, kot je v projektu. Najbolj pa so razočarani, ker je predviden nov most pri Brežicah in ne čez jezovno zgradbo elektrarne, kot je bilo obljubljeno. Most bi lastnikom njiv in vinogradov na drugem bregu Save skrajšal pot za 20 km, pravi predsednik vaške skupnosti, zato od zahteve po mostu ne bodo odstopili. Mi bomo poskušali vse, tudi če ne bo druga, bomo bojkotirali volitve, tako da opozorimo na naš problem. Namesto čez jezovno zgradbo bo zgrajen most v Brežicah za potrebe nove vzhodne obvoznice. Koncesijska pogodba zavezuje podjetje Hidroelektrarne na spodnji Savi za premostitev Save na področju elektrarne, pravi vodja tehničnega sektorja Silvester Jeršič. To pomeni z naše strani en most, ostalih mostov pač ne moremo komentirati kot koncesionarji. 5 gospodinjstev zaselka Ribnica pa zahteva, naj naložbenik odkupi njihove nepremičnine. Želijo se preseliti, ker so stisnjeni med avtocesto in Savo. Vsi enotni smo za odselitev, da bi tudi, če bo potrebno, nastopali tudi nekje, magar v evropski skupnosti, da dosežemo to. Občina bo po zagotovilu župana budno spremljala vse pripombe. Vsako bomo poskušali maksimalno dobro preučiti, najti rešitve, tam, ki bojo sprejemljive, jih bomo maksimalno zagovarjali, seveda verjamem pa, da vse želje se pa tudi ne bojo dale uresničiti. Zaradi vseh pripomb je dal občinski svet na osnutek mnenje s pridržkom. Občinska projektna skupina, ki spremlja umeščanje elektrarn, pa celo negativno mnenje. Takoj po kratkem predahu se bomo pridružili letošnjim Krkinim nagrajencem ter pogledali v Semič, kjer se bodo ogrevali z lesno biomaso. V novomeški Krki se vseskozi zavedajo, da so ustvarjalni strokovni kadri ključ za uresničevanje poslovnih načrtov. Zato s Krkinimi nagradami za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela, ki so jih podelili že 42-tič, spodbuja mlade raziskovalce k ustvarjalnosti, raziskovanju in razvoju. Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in direktor razvoja in raziskav ter predsednik sveta sklada Krkinih nagrad Aleš Rotar sta podelila nagrade 30 mladim raziskovalcem. Med vsemi nagrajenci je kar 18 doktorjev znanosti. Ne gre samo za to, da ima nekdo briljantno idejo. Gre za to, da jo je treba speljati do konca. Treba jo je speljati na način, da na eni strani upoštevamo modrosti, ki so bile že odkrite, na drugi strani pa dodamo nekaj svojega, nekaj posebnega, s čimer bomo zadostili potrebam trga. Letos so podelili 5 Krkinih nagrad za posebne dosežke na področju raziskovalnega dela. Nagrajenci pa so svoja dela predstavili na znanstvenem simpoziju, ki že 22 let spremlja podelitev nagrad. To je bila neka taka interdisciplinarna naloga in mislim, da je mogoče tudi to bila ena od stvari, ki je prepričala komisijo pri izboru, ta povezovanje različnih komponent farmacije med sabo. Prvo leto po faksu sem prejel Krkino nagrado za dodiplomsko nalogo. Mi je veliko pomenila in sedaj toliko let nazaj se vračam spet z doktorsko nalogo. Nagrajence odlikuje inovativen pristop k nalogi. Da se neke zapletene stvari povejo na bolj enostaven način, nekoliko drugače, tako da je to jasno širši javnosti. Tudi po mojem mnenju bi to mogel vsak znanstvenik znati
ker samo tako ima od njegovega dela korist tudi širša družba. To priznanje mi pomeni zelo veliko. Podelila mi ga v bistvu firma, v kateri sem tudi sam zaposlen in sem vesel, da lastna firma ceni moje dosežke in moje delo. Ja, mislim, da zaradi tega, ker moja naloga je zelo uporabna, torej zelo aplikativna v farmacevtski industriji, torej predvsem v Krki, in mislim, da je bil to eden glavnih razlogov, zakaj sem tukaj in zakaj sem med dobitniki 5 najbolj prestižnih Krkinih nagrad. Med nagrajene naloge, ki so prispele na razpis 42 Krkinih nagrad, so se uvrstile tiste, ki so v največji meri izpolnjevale kriterija znanstvena odličnost in industrijska uporabnost. Lani ob tem času so v Semiču začeli graditi kotlovnico na lesno biomaso in omrežje daljinskega ogrevanja. Naložbo, vredno 2,3 milijona evrov, so končali in predali namenu. Izbrani koncesionar, podjetje Zarjakovis iz Kamnika, je zgradil sodobno kotlovnico in dobre 3 km toplovoda, na katerega je že priključenih 40 uporabnikov, kar je 4 več, kot so načrtovali. S tem smo omogočili vsem javnim objektom, da so se priklopili na ta način in tudi zmanjšali odhodke, upamo, da jih bomo zmanjšali iz občinskega proračuna za namen ogrevanja. Ne le za javne ustanove, tudi za zasebnike bo ogrevanje cenejše, pravi koncesionar, saj so si zastavili cilj, da bo to ogrevanje za tu prebivalce in pa seveda tudi za lokalno skupnost cenejše vsaj 10%, ampak v današnjih ocenah lahko zagotavljamo, da bo to 20 ali celo več. Vsi, ki so se priključili na omrežje daljinskega ogrevanja, so to storili brezplačno, saj je podjetje Zarjakovis pridobilo za naložbo okrog 1 milijon evrov nepovratnih evropskih in državnih sredstev. Kotlovnica pa omogoča tudi nove priključke za celotno ožje območje Semiča, vendar bodo novi uporabniki morali poravnati stroške priključka. Kotlovnica na lesno biomaso pa nudi tudi priložnost za dodatni zaslužek lastnikom gozdov, je prepričana semiška županja. Kajti vemo, da smo zelo gozdnati, da je občina prekomerno poraščena z grmovjem in z gozdovi in je sedaj tudi to priložnost za nekatere, da lahko najdejo svoj vir. V kurilni sezoni bodo potrebovali 5500 prostorninskih metrov lesnih sekancev. In to je že kar lahko velik prispevek v smislu čiščenja teh zaraščenih površin po eni strani, po drugi strani pa tudi lahko nek dodaten prihodek za tukajšnje prebivalce. 8 semiških kmetov je že izrazilo pripravljenost, da postanejo dobavitelji lesa za sekance. Železniška proga Zidanimo-Zagreb-Sisak je dočakala 150. rojstni dan. Slovenske železnice so ga proslavile v Posavju z osrednjo prireditvijo v Krškem, za kar so organizirali poseben vlak. Množica je pričakovala parnega, a je pripeljal pedolino. Spomin na stare čase pa je obudila razstava v muzejskem vlaku, ki je še na ogled. 126 km dolgo progo so uradno odprli 1. oktobra 1862, ko je iz Siska ob 6:30 zjutraj odpeljal prvi vlak in okrog 11. prispel v Zidani most. Železnica je takrat prinesla krajem ob progi skokovit razvoj. Danes je ta proga del 10. vseevropskega koridorja in jo je po standardih zahodnoevropskih železnic že zdavnaj povozil čas. Njihov železniški promet, potniški promet konkurira tudi že notranjem letalskem prometu in da so te razdalje ratale krajše razdalje z hitrimi progami, je to nujno, da bo v prihodnosti se naredilo tudi v Sloveniji. Vendar je treba pa vedeti, da so za to potrebna ogromna sredstva. Modernizacija železnice je v domeni države kot lastnika. Vprašanje, če ni zaradi krize ta vlak že odpeljal. Zamudili smo že kar nekaj vlakov, ampak mislim, da pride še kakšen vlak in da se da to še vedno narediti. V vsakem primeru se to najbrž bo naredilo, vprašanje samo v kakšnem času. Danes na progi Zidani most Dobova proti Hrvaški slovenske železnice opravijo skoraj polovico vsega tovornega prometa in prepeljejo okrog 5 milijonov potnikov. Promet se bo zagotovo povečal z vstopom Hrvaške v Evropsko unijo, saj bo zaradi poenostavitve postopkov krajši čas vožnje pomeni bolj konkurenčne storitve, pravijo v slovenskih železnicah. Načrtovanje kariere zaposlenih nad 50 letom in njihov prenos znanja na mlajše sodelavce sta bili temi 5. dne ravnanja s človeškimi viri, ki ga prirejajo v Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine. Na Otočcu so hkrati 5. podelili priznanje za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri, tokrat Mariji Jurekič.
Nagrajenka tudi po koncu delovne kariere od novomeške Kovinotehni MKI ostaja dejavna, saj je prevzela vlogo prokuristke v podjetju. Menim, da sem to priznanje si zaslužila v prvi vrsti zato, ker delujem v širšem okolju, tako na lokalni ravni kot na državni ravni na svojem področju. Čeprav delo Jurekičeve ni bilo izključno vezano na kadrovsko področje, je bilo vse njeno delovanje usmerjeno v dobro ljudi, delavcev, v njihovo zaposljivost in ohranjanje delovnih mest, je zapisala komisija. Vse skozi je delala v razmerah, ki so bile izjemno gospodarsko težke, ampak znala je resnično skrbeti za ljudi, prisluhniti in predvsem pomagati. Rdeča nit dneva, ki ga prirejajo v sekciji za ravnanje s človeškimi viri, je bila razmislek o starejših zaposlenih, prenosu njihovega znanja na mlajše kolege, zdravju zaposlenih in projektu POZA. Brez primernih kadrov, brez usposobljenih ljudi, ki imajo izkušnje, kompetence, dejansko nobeno podjetje ne more v tem času biti učinkovit in uspešen na mednarodnem pa na domačem trgu. V sklopu današnjega dne so predstavili tudi novo izdan priročnik dobrih praks z naslovom Absentizem, preprečevanje, obvladovanje in zmanjševanje, s čimer so projekt POZO tudi uradno končali. Novomeški glavni trg so oživili študentje. V središče mesta se je namreč iz osnovne šole Drska preselila dislocirana enota Ljubljanske fakultete za strojništvo, ki v Novem mestu vsako leto razpiše 60 študijskih mest. Fakulteta za strojništvo je v dolenjski prestolnici prisotna že 30 letja. Zdaj študenti predavanja poslušajo v središču mesta. Študentov strojništva je v prvem letniku v Novem mestu 45 do 60, v drugem letniku jih je okoli 15 do 25 in v tretjem letniku od 10 pa do 15. Zato je še toliko pomembnejše, da je fakulteti skupaj z občino uspelo najti prostore v Novem mestu. Tisti, ki so se odločili za študij na strojni fakulteti, prav gotovo bi se preselili v Ljubljano, se pravi, Novo mesto bi izgubilo 880 študentov dnevno. Res pa je, da ni celoten študijski proces v Novem mestu. Laboratorijske vaje morajo študenti opraviti v laboratorijih, ki so v Ljubljani. In študente tako na vaje vozijo v Ljubljano. Prednost študija v dislocirani enoti je predvsem v manjših skupinah, pravi duhovnik. Sploh niso prikrajšani, nasprotno, ker delajo v manjši skupini, je velika prednost prav za njih. In novomeški študenti dosegajo od 15 do 30% boljši uspeh kot njihovi ljubljanski kolegi, še dodaja duhovnik. Številne sorte jabolk, različna peciva iz tega priljubljenega sadeža, ki pregovorno prežene zdravnika stran, stojnice, na njih pa zanimivi pridelki in izdelki lokalnih ponudnikov. Vse to in še več je številne obiskovalce pritegnilo na 12. praznik topliškega jabolka. Prireditev enkratna? V redu, zelo lepo, mislim. Samo, ne vem, premalo ljudi se mi zdi, da pride na to prireditev. Lahko bi bilo več. Kaj vam je recimo najbolj všeč? Razstava jabolčnega zavitka. Naraj imam jabolčni štrudelj, ki se sladko sned. Letošnja sezona jabolk je bila sicer skromnejša od minulih. Kajti veliko nočna pozeba je odnesla kar precejšen delež. Jabolk je približno 30% manj kot v normalnih letih. Dobrodošla novost, vsaj tako je bilo slišati med obiskovalci, je bila predstavitev topliških gostiln s kulinaričnim ustvarjanjem na temo jabolk. Priložnost pri vsakem praznovanju oziroma vsaki prireditvi, ki v naši občini, je seveda povezati čim več akterjev turizma v naši občini in s tem pa tudi obenem dati novo težo tej prireditvi. Širše je praznik topliškega jabolka, na katerem si roko podajo domača občina, Novomeški kmetijsko-gozdarski zavod in Društvo podeželskih žena Dolenjske Toplice, znam predvsem po prikazu izdelave jabolčnega zavitka in njihovem ocenjevanju. Na letošnjem jih je komisija ocenila 25. Čutim, da je vsako leto boljša kvaliteta. 8 je bilo zlatih, potem 17 srebrnih, tako da je kvaliteta veliko porastla. Najboljši štrudelj je spekla Marija Jakše z Malega Podljubna, najtežje jabolko s kar 667 grami pa pridelal Matjaž Zagorc iz Šentjerneja.
Oktober je mesec boja proti raku dojk, ki ga simbolizira rožnata pentlja, zato se ga je prijelo tudi ime Rožnati oktober. Njegova srž je osveščanje o tej bolezni in temu se s pohodom za upanje že 8 let pridružujejo tudi v Dolenjskih Toplicah. Tako se je na krajši pohod v okolico kraja podala množica ljubiteljic in ljubiteljev hoje. Da bi promovirali zdravo življenje, se zavedali, kakšni so znaki in pomagali pri čim zgodnejšem odkrivanju raka ter uspešnem zdravljenju. Tudi letošnji pohod za upanje je bil dobrodelno obarvan, zbran denar pa bodo namenili socialno ogroženim otrokom. Skrb za zdravje se namreč začne v mladosti, pravi Mojca Senčar, predsednica Evrope Done. Na leto zboli v Sloveniji preko 1100 žensk. Poglejte, 3 ženskam na dan povedo, da so zbolele za rakom dojk. A je bolezen, če jo odkrijajo dovolj zgodaj, vse bolj ozdravljiva. Zbolevajo pa predvsem ženske, starejše od 50 let, a se meja spušča. Narašča predvsem število žensk, ki zbolevajo med 40 in 50 letom, nažalost pa je tudi nekaj bolnic, ki zbolevajo stare manj kot 40 let. Takšnih je približno 60 na leto, njihova najmlajša bolnica pa je imela 17 let. Zato znova apeliram. Ženske, navadite se skrbeti za svoje dojke od 18. leta naprej, pa to počnite vse svoje življenje. Kljub tovrstnim akcijam pa osveščenost, vsaj tako kažejo statistični podatki, ne raste. Le 47% žensk namreč prvič pride k zdravniku z boleznijo omejeno zgolj na dojko, vse ostale jo imajo že v bezgavkah ali celo metastaze, je povedala Senčarjeva. V Sevniškem domu upokojencev je svoj 100. rojstni dan proslavila Uršula Koritnik. Doslej v domu takega jubileja še niso imeli, zato so svoji prvi stoletnici pripravili posebno svečanost. Uršula Koritnik se je rodila na današnji dan v Jelovcu. Okusila je dosti bridkosti, tudi izgnanstvo med vojnom, ki je vzelo oko. Zdaj se raje spominja lepih dogodkov iz časov svojih 2 zakonov. Čeprav nima svojih otrok, so jo v srcih posvojili potomci moža in ona njih. Na vprašanje, kako se počuti v domu, je povedala: Prav lepo. Ja, jaz sem tako zadovoljna. Vse imam rada, vse so tako dobre. Res, vsi so dobre. Čisto vse imam rada, kolikor jih je, hvala Bogu. Da jih je Bog dal, tako dobre. V tem tednu je 100. rojstni dan slavila še Rozalija Štefanič z Mrtvic, ki pa je še toliko čila, da lahko živi sama doma. V Brežiškem domu upokojencev pa so imeli letos že 3 stoletnice. Dočakati 100 let življenja gotovo nima čikašelj. Kaj šele, da te kolikor toliko spremlja zdravje. In vse več nas bo, kaj ne? Dobra leta in dobre novice tedna vam želimo, tudi v prihodnje.